pa ena dobrodošli. To vam moram povedati. Ugotovil sem, zakaj je to toliko stane. Zato, ko on že neko postprodukcijo naredi, level zrihta, sound poštima, pa celo neke te editing osnoven že kao naredi. A res? Okay. Bomo sicer ne bomo slišali, kaj bo. Sem rekel, da ne, to me pa zdaj zanima. A veš, a je to zdaj zato, da rečeš sam upload now, ali moraš tako? Mislim, če se moraš s tem ukvarjati, pol brez veze. Ja, valjda še. Politično korektne stvari ti ven poreže, a veš, pa vse kot izrihta. Dobro, ok, ajde. To ne. A veš, ajde, to vredo, ampak a veš, da že že prepozna, veš, ima že fraze, kjer je ve, da mora vam porezati. In to v slovenščini, a veš. Ja, valjda v slovenščini. Okay, v angleščini bi še se dal, da bi kaj prepoznal, a veš, pa fuknil ven, ne? Pri nas malo težje. Recimo fuknil, ja. Ja, Se upravičujemo. Če se damo, da smo explicit lahko. Se smo po defaultu explicit. Ajde, pa sploh, pa ta problem. Fuknu, kdo je rekel? Jaz sem rekel. Kaj misliš, če so se mogli sodniki pri tenisu naučiti kletvic jugoslovanskih, misliš, da te se jih še niso, ali kaj? Ja, ne vem. Ja. Te zihar nekaj. Čeprav vprašanje, koliko je jugoslovanska podcasterska scena huda, veš. Ej, Peli, jaz zdaj nič ne vidim svojo, da bi kaj moja gor pa dol laufala. Jaz sem vidim ful. Kdo laufa? A laufa? Ja. Ja. Dobro, pa kaj, če smo ugotovili, da to zdaj dela, pa dajmo pol kar užgat peta poglavja. Dajmo, no. Zdrav, opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem, v katerem po enem čudnem naključju govorimo tudi o enem poglavju iz knjižne trilogije v 5 delih. Štoprskem vodniku po galaksiji. Mi pa smo. A ja, jaz bi lahko. Saj, ker sem tako not padel. Peli in zi. Podpora. Zi. Vsak evro šteje. Hvala za vse ribe, ki si. Hvala vsem, tudi bodočim. Pelicom.bir. Kmalu z novim pivom Pangalaktični pivores, za katerega bo popust več kot 10% s kodo brez panike. Ne, v bistvu ne bo, isto bo, kot vsi ostali, tako da 10% popusta, koda brez panike na pelicom.bir. Tako, družabni smo, na obrežjih pa smo povsod. Afna, opravičujemo se. Če vsebine delite po omrežjih ali v živo, bo za njih zvedelo več ljudi. Škoda je to v živo? To je to še zmeraj tisto, kar ne smemo delati, ali lahko delamo zdaj. A ja, v živo. Kje smo zdaj? A smo zdaj že v 3. valu, še nismo? Mislim, do 10, ali neki, ali kvaži, ali ne. Čak, to če 14 dni stari, to vprašanje zdaj, kako bo. Aha, ja, takrat bomo itek spet bomo videli, zaprti. bomo videli, kako se bo to postaralo. Hvala, ker ste z nami tudi v edini odprti restauraciji v tej pandemiji, razen čez zdravc, restauraciji ob koncu vesolja. Zihar je tam ob koncu vesolja en tak bum tresk. Valjda, misliš? Ja. Ne. Če se spomnim, sem hotel reči zvočne knjige, radijske igre, je. A ni implozija? Ja, mogla bi biti po teoriji, ne, če je bila v velikem poku eksplozija. Eksplozija bi mogla biti pol implozija. Ne? Ja, kakšen zvok ima implozija? Čak, če je zvok eksplozije, pol je to kontra, ne. To je nazaj zvok. Ne vem, a veš? Ja, kontra, ne. A, možno. Ja, ok. Zdaj smo v bistvu, v prejšnji epizodi smo pa ugotovili, da, a viš, ne, Nutrimatik pa zna narediti kakšno stvar dobro, če mu daš dosti cajta, kateri avtomati, v katerih smo se pogovarjali, pa ta prvič, ki je bil Nutrimatik omenjen, ne. Pa tudi, če mu daš veliko cajta, ne
ne naredi dobro. Dobro, samo on je uporabil moč ene najbolj naprednih ladij v tistem vesolju. Ne? Mislim, vse resurse na ladji je požrl zaradi tega, da je on lahko čaj skuhal. Čaj skuhal. Tako da mogoče ni to optimiziran. No? Ja, to je res. Ja. Mislim, da sem mogel še malo, kakšen developer se mogel še malo usesno, da malo potipka kodo pa to, no? Ni jim ratal. V Serijsko korporacijo bomo mogli developerji malo še tipnikati. Ja, malo kakšen še. Ja, ni, ker so jih vse so jih prešolali, so jih za reklamni oddelek. Ja, sedaj, ja, kakšen. Bene dela tizge, ki bi mogli več delati. Prekvalifikacija je bila, ne? Ker tam fuleramo, na unik oddelkih reklamacijskih fuleramo, tako da... Mislim, se še dobro, da jim ni, a veš, izklopil jim, ne, a veš, v bistvu, da je saj obdržal ne te življenjske pomembne, a veš, zadihati pa to, ne, da jim ni še to izklopil, ne. Ja, sem to res. Ker res so se izklopil, ne, to je še ostalo, dihali so lahko, ne, a veš, življenjske pomembne, ne, tega ni izklopil, ne. Ja. Hvala Bogu, no. Ti, sta videla, kdaj študirala, da je v bistvu v tem štoparskem vesolje res prijazno do vseh živih bitij. Ta gravitacija je zmer čist dost kul. A veš, nikjer ne vem, kaj zdaj gleda. Kisik oziroma deluje in na ogljiku zasnovana bitja in na nekaj metan dihajo. No, vsi lahko funkcionirajo. Ne, uni z metanom dva sta imela posebej. Unedva sta imela, ja. No, jaz bi rekel, za vse, ne glede na to, da je cela zemlja je šla v k, z vsemi ljudi in živalmi gor. Pa itak je bil računalnik stari, to je tako, da bi ti nesel svoj star kompjuter na smetišče. Je še vsem so bila živa bitja gor, tudi če so bila narejena, ne? Se ni važen, kdo, kaj, zakaj, ampak... Mislim, to ti zdaj, kaj gledaš, prijazna, ti gledaš kaj iz zemeljske perspektive gledaš. No, ne, pa sam, a veš, kaj pa je rekel... A veš, to je tako, zdaj, kaj bi ti čutil vsak bajt na računalniku, no, mislim, lepo te prosim, ne? A imaš ti do njega nek odnos do bajta? Seveda, da ga imam. Vsak bajt, stari, jaz piksle vsak bajt šteje, ja, nobenega, no bajt left behind. Leave no pixel behind. Tako. Islam. Ne? A veš, isto je, za njih je bil to računalniški program, mislim, če smo ne vem. Ampak v Goni tega niso vedeli. Kako da ne? Ne, sem govorim o ostalih. Razumem, ja, zelo vsi dihajo to, štekam, kaj hočeš reči. Nekaj glih sem gledam zdaj ta The Expanse in upam, da bojo te, ki delajo CGI per The Expanse, tudi per novi seriji o Štoparcu. Expanse je zelo kul. Ja, zelo kul. In tam imajo probleme, veš, že te beltersi imajo gravitacijo, celo štalo in ne morejo hoditi, hudiča. Ne morejo hoditi in imajo une klnke in vse živo, ne, mislim, tako da, veš, tam ni tako easy, ne, biti v vesolju. Ne, tam je zelo tako, meni je bilo všeč zaradi tega, ker je zelo preštudiran lih to, ta fizični moment, kankoli ni. Pri enem znanstvenem fantastičnih zadevah je ponavadi zmeri tako, mislim, je bilo včasih, no, zdaj bolj mislijo, ampak ne, eksplozije v vesolju, pa tega, to sem Ben Newburn mislil, valjda so eksplozije. Ne, valjda, pa to se vse sliši. Ne, tam pa je točno to, ne. Zelo taka, tudi te, ki so dvoboji, ki se, ampak se nič ne sliši, sam prelukno je, pa vsi umrejo noter, ker pač, ne, gre vse v kurac. Ja, valjda. Dej, a smo mi že pogledali, ko smo delali v prejšnji epizodi? A ja, čaj pa to, a smo? A smo ga skupaj? A misliš, da nam kdo zna povedati pri nas od naših poslušalcev, a veš, kje dobi dober čaj, recimo, ali pa... Da, v čajni hiši. Ja, ampak a veš... Ne, ni, za čaj komod ga dobiš. Ja, se pravi, a veš, kje? A veš, a ga lahko v Hoferju dobiš? Ne, mislim, skuhal si ga už pa pač doma. Ne, seveda. To je itak, ne. Ampak tako, a veš, a je možnost dobiti dober čaj tudi v privni ceni, ki je Hofer ceni? Ali je, a ne vem... Ali pri najboljšem sosedu tudi se da kaj dobiti, ali moraš iti v posebno. Probaj v Leclercu. A veš, a moraš iti v specifično. Mislim, jaz vem, da je en, ki ga tudi mi da speljem poznava gospoda, je hodil recimo na Dunaj, je dostavljal si čaj, ne? Ja, ok, no
verjamem, da je tam dober čaj. To, da že čajna hiša ni v redu, to že meni že, a veš, že tam je dobre, mislim, za moj pojem, ampak lej, sej, a veš, ne, če me vprašaš o kitarah, a čeprav ne pocen so tudi v redu. Sam, če bi si pa lahko drage prvošel, pa ne bi v njih te pocen kupoval več. Ne vem, jaz sem sicer bil na Šri Lanki na nekih teh degustacijah čajev, pa lej, nisem. Mislim, že zmeraj čajne. Jaz sem res tako, mislim, jaz sem res malo čudaka, mogoče zaradi tega, ker nimam tako izkušenih brbončic in ne vem česa vsega, ne. Pa zmeraj nisi sade čutil, ne? Nekega price performerja, ne, za tisto, se pravi, da čim manj nara zapravim za tisto, kar mi je najboljš, ne. Tako da... Sej, po Hofer cedi. Hofer cedi. A ne, koliko so nam zlezli pod kožo s tem lezem. Ja, oni imam mogli kaj na to plačo, ker mi jih še preveč omenjamo. Come on, Hofer taj čaj ne zrihtite, če že drugega. Preveč omenjajo. Sej ponovno zrežem, zdaj, kaj je Zencaster, da bom mogel. Mislim, ali pa vse, boš mogel ti. Ja, se to, ja. No. Ja, ne, ime ratalni. A misliš, da je že toliko pameten, da njim kar pošle pogodbo za reklamiranje, veš? Če je pa toliko dober, pa dam teh 20 € na mesec. Valjda. Za omembo, veš, vsaka omemba Hofer, tole je sicer 0,2 € na poslušalca, ampak lej, se nabere. Toliko je, ne? Lej, 2 po 2, 302. Kukar je, ja, se nima več. Ok, damo mi končno opozorilo za Kvarnik. In smo v 5. poglavju. Yeah, baby. Sem šel raziskovati beto malega voza. Ne? Ja, mali medved. Ja, mali medved. Bi se sej mali voz. Mali voz, mali voz. Mislim, Ursa Minor je mali medved, ampak mi... Ja, Ursa, zato ker je... Ker je Ursa, ne? Ja, ker je Ursa in medved. Ja, ampak... Slash Ursus traktori. Je. Če kdo ne pozna ruskih traktorjev. Mislim, če pa kdo ne ve, da so Ursus traktori ruski traktori, pa tudi nič. Pa medveda ima na logo, tako da... Ne, šokiraš me, majke mi. Ja, lej. Mislim... Če pa refriziram EA Sports, it's in the name. Lej, mogoče ljudje niso tako seznanjeni s traktori, čeprav smo mislim, da mi Slovenija en izmed držav z največ traktorji na prebivalca. Tako da jaz mislim, da vsi vejo Ursuse. Zetor je pa zihar. Se zato pravijo, da imamo Slovenci tako radi SUV-je, ne? Zaradi tega, ker te spominjajo na mladost. Ne, ker so najbolj podobni traktorjem, veš, pa so nam najbližji tako po duši. Smo le kmetje po duši. A jih imamo radi, res? Mislim, da je nek trend zdaj rato, SUV-je. Ne, se valjda, da je. Če se pa koliko mota, veš, kaj lažje stopaš, pa to pa te stvari. Pa visok se usedeš, pa tako. To. Nisi treba dolne, veš. No, ampak to so avti, ki so namenjeni za brezpotja, ne? Mislim, da je nek sport utility vehicle. Da nek podatek celo obstaja, ne, da v bistvu jih samo 10% hoteno zapelje na brezpotje. Stari, a bi si ti, veš, na barvo si dal, ne vem koliko maljavžen za barvo, pa uni dodatke od spredi in ti boš se zapeljal na brezpotje. Veš, spet metalik barva, boš sfukal vse. To je ena stvar, druga stvar je pa, ko smo v Clio, to si dal za pucanje, ne vem, 12 €, za ta jajc daš pa 42, kaj je to velik, veš? Za čistilnico. Sigurno je dražji. Malari, ali kaj da ti odkvadratuje? A ni dražji. Valjda, da je, absolutno dražji, kurac je. Sigurno, da je dražji. Sedaj, če bi rekel, da veš to iz lastnih izkušenj, ne, bi ti rekel, ajde v redu, že veš, kaj govoriš. Sigurno so večji avti dražji. Bomo poklicali našega prijatelja, kam je SUV. Če prepeleš matička ali pa verjetno, ne vem, fucking, ne, Ford, ne vem kva, Dodge Rover ali whatever, kjerkoli že največji. Dodge Ram. Dodge Ram, ja, nisem se ga mogel spomniti.
Ampak ja, no. Zdaj bom šel zdaj prav googlati. Ne bom šel. Beta malega voza. Ja, beta ali malega voza. Ja, mali voz ali mali medved, zberite. To je eden najobupnejših svetov v znanem vesolju, ali kaj? Mislim, sicer ne vem zakaj, ker piše tako, kako opisuje tako neznosno bogata, brezupno sončna, tako kot Kalifornija. Nekaj tasga, ja. U nas. Skozi je sonce. Ja. Veš, ki je sveto mesto, ne? Veš, ki te malo na ta Hollywood spomne, veš? Ki se imenuje sveto mesto, ne? Ja. Veš, kako pa je v angleščini zdi? Light City. Light City. Ja, ne, sej piše v slovenščini svetlo mesto, je pote. Ni, za tega tudi ja. Ti si tudi sveto prebral. Ja, valjda, veš, to sam prebere, pizda, veš, ne da... Ja, zdaj ga jaz nisem, veš, nisem dobil te povezave, veš. Ja, veš, če bi holi, veš, sem rekel, okej, mislim, veš, nisem... Ali mi da morava ali je v eno vero, ali pa B ustanoviti, ne vem, nekaj od tega. Ja, kdo je rekel, Huxley je rekel, da če hočeš zaslužiti svoj $1 milijon, da moš vero ustanoviti. Sicer to ne vem zdaj. Tako da mislim, da s podcastom zgleda, da ne bo šlo. Čak. Veš, koliko imamo že podpornikov? Halo? Ja, to je res. Zdaj bi lahko rekel, da imamo že majhno gibanje. Tako, kot si rekel, majhno. Veš, sem vam že rekel, Jezusova lučina je bila najmanjša takrat, ko je on štartal zadevo. Pa rej, kam smo prišli. Ja, samo on ni imel kaj veliko tega, razen tega, da se ga križal. Ja. Zdaj mogoče moraš stranko nastanoviti, glede na vse, ker se tako malo, smo že pri kultih osebnostih. Ja, okay, ja, dobro. Pa imamo nazaj na beto malega voza. Tako. Zelo zanimivo. Jaz priporočam Night Sky app, zelo fajn, lahko tudi pogledaš škole na telefonu. Ne, pa se tisti Androidovi uporabniki. Ne, to je bilo za iOS uporabnike, ne vem, kaj je na Androidu, sorry. SkyMap. Kaj pa je SkyMap je na... Vse mogoče SkyMap tudi na obeh. Night Sky je zelo fajn. No? Zakaj pa jaz nimam Night Sky? SkyMap je od Google in dela čisto. A je tako od Google? Okay. Bomo dali zapiske. V glavnem, tale svetlo mesto pol v bistvu je nekje med LA-jem pa med Las Vegasom, ne, po mojem. Ja. Mesto luči pa to. Dominik Kozarič, rekel luči. Ne, jaz sem dobil občutek, da zdaj nam dal podlago, rekel luči, čak samo 3-4 jaz sem vam že v glavu, stari. Nehi. Ali nadaljuj, prosim, da reš me te rekel luči. Jaz sem si pa to kot neko mešanco LA pa Mykonosa predstavljal, veš. Ok, tudi v redu, ja. Ne, veš, tako malo za bogate, ki se hodijo tja kazati, veš, ki hočeš pač pokazati, da si res uspešen, ne, na zemlji polet greš na Mykonos, ne? Ja. V Evropi verjetno, ne, v Ameriki greš na... Ja, no dobro, verjetno oni imajo, ne vem, kakšne... Ja, veš, Karibe pa to, veš. Veš, se tudi oni radi pridejo v Evropo, ne? Ja, valjda, ne. Monako, Saint-Tropez... Ja, itak. Šteje, to. Ne, samo veš, pomož Karibe, Zanzibar, res ne vem, kje se hodite kam kazati, na Hvar, I don't know. Ne, kje je Hunmo, nima, veš, Brni gre na tam točke. Ja. Veš, tam, ki čakajo zdaj do konca korone, veš, pa te stvari. Lušen. Ki potestirajo vse une služabnike in pol čakajo zdaj, da bo konc korone. Pa lahko žuraš, pa ne vem, niso tam Kardashian, ki je organizirala. Ja, sem imel neke žure, ja, to sem tudi, ja. Samo oni so se tam najprej testirali, pa se tam žur naredili. Ja, osebje je pa tam itak že potestirane, da ni slučajno. Saj odgovorno je, ne, če že ne. Tako. Čeprav, Kje smo ostali, no? Kratka. Matrte. Kardashiani pa to nismo mi. Kardashianov pa še nismo imeli, tako da to. To pa je. A še masko umijemo danes, ko smo želih pri tem. Ne smemo. Kakšno masko? Ja, kje smo ostali? Lloyd City pa to, ne? Lušen je tam, skozi sonce,
fajn se imajo. Pa ful imajo bazenov. Ful imajo bazenov. Ja, vsaka malo preveč mogoče. Ima drugačen, ima malo drugačen, nek je popoldne, preden se barčki zaprejo. Ja, na plaži, tako ima. Vsi imajo večer, ampak skozi je tako. Nočna četrt. Ja, valjda, ja. Sam plec moraš zamenjati, veš, in si že, a veš, skozi je nočno dogajanje. Nekje je skozi popoldanski chill-out na plaži. Zmeraj sobota popoldne, ne. Tako. Yep. Se zli zabavno, čeprav mogoče bi zna biti malo monotono, še posebej, če tam živiš. Sej, če si tako, ne, v prolazu, ajde v redu. Ne? Ja, tam noben ne živi, po mojem. Ljudje, ki delajo tam, morajo živeti tam. Oni živijo tam nekje v vukojebeni del stran, pa jih šatlom vozijo, valjda. Absolutno. In to 4 ure, zato ker nimajo denarja. Sej bomo videli, ko prije štopar v bok. No, itak, valjda, se povene, da ne tekne. Sam to je to. Ja, ne, tako kot ti, ki prideš, ne vem, nekam v neko tako mundeno, ne. A veš, sam, jaz recimo, no, zato sem prej, ko sem rekel, jaz tega poznam, ki hodi tja na Mikonos. Na Mikonos, ja. A veš, in sem se recimo doskrat spraševal, ne, v bistvu si ti, ne vem, za neke slovenske razmere si dokaj uspešen, ne, in pol greš na Mikonos, ne, in veš, in si tam, ne, ugotoviš, da tam imajo mende gostilne, ki pač prideš tja in je konzumacija 4500 €, da dobiš sploh mizo, ne. Da se usedeš, pa tudi če zdaj 2 kozarca vode spil, pač, lej, ko si štartal, si 4,5 dolžen in to je to, ne. A veš, ali pa stojiš kaj en debil, ne vem, tam za kozarc vina, ne vem, po 50 €, a veš, v nekom drugem lokalu, ne, ki pač ne jemlje konzumacije, ne. A veš, in si rečeš, mislim, za neke slovenske razmere si uspešen in zakaj si greš to delati, da greš tja in se pol počutiš kot en totalen bednik. Zato, da ko boš prišel dam, da boš povedal, da si bil na Mikonosu in da bojo ljudje mislili, da si še bolj uspešen. Vem, in da si pil in da se dobro počutiš, ampak tam se pa 14 dni slabo počutil, ker zgledajo une Ruse, ki, ne vem, s helikopterjev denar mečajo, pa šampanj špricajo po vseh, veš, ne, ampak šampanjska stane 30 € flaša, ne. Ja. Ker si v gledal, se najbrž glih ne počutiš dobro, ne, mislim, prideš dan. Ampak se, a veš, nisem, tudi če se pravim, če si v Sloveniji se zavedaš, da obstajajo ljudje, ne, ki imajo malo več katine. Ja, vem, ne, sam bolj pa je tu Portorož, pa razgrajiš, ne, mislim, a veš, pa če je vse tvoje, ne. Ja, sam pa ne moreš reči, koliko je Peli rekel, a veš, pa ne moreš reči, da si bil na Mikonosu, pa si bil v Portorožu, tudi če si bil v Kaminskemu. Si bil v fucking Portorožu. To lahko gre vsak kmet na bone zdaj. Kampinski, se imaš prav. A veš, kako je to, ne? To je tako, kot pravi Sale na šparjatu programerne. Lej, user je po defaultu glup. Ne? In to tako moraš se lotiti zadeve, ne? Lej, če daje denar, veš, če daje za, ne vem, 4,5 €, daje 4,5 €, zaradi tega, da pridejo kaj noter. To je to. To je samo za tega, ker ne more priti kaj noter, pa daje 4 €. Samo jih moraš pripraviti do tega, da ti daje ta denar, ne. Vem, sam se ti pravim, jaz se počutil tam, kaj en to zadnji revež, a veš, če pač ne bi imel za kaj not, ne. Ali pa imel, pa bi rekel, pizde, to se mi zdi malo veliko. Jaz se počutim revež tudi. Jaz se zdaj totalno revež počutim, ker... Sam da spovedal se počutim reveža. To bi pa človek res rad, da bi šel kupiti šampejna za, koliko se rekel, 30... sploh ne moram... 30 €, ja. Ja, ok, v redu. Mislim, sej... Ne vem, zakaj. A je MP3 gor? Jaz sem to vprašal. A je MP3 gor? A je MP3 gor na tistem... Če ni MP3 player, jaz ne kupam. A veš, lej, se ti bram, mislim, že če tako gledaš, ne, lej, v nas gre določena količina alkohola, določena količina hrane, pač, lej, ali moraš zdaj to eno stvar sam nekomu podražiti, ker pač ne moreš vanga stlačiti toliko več, ker ima pač toliko več denara, ne, se pravi, ti moraš sam eno zgodbo prodati,
da on toliko plača za iste stvari več. Ne? Ja. Ja. A veš, lej, na koncu mi trije, ki se dobimo, recimo v živo, ne, pa če kupimo po Hofer ceni per, ne. Pa tudi, če ga navadiš, da so ni per stari, to je tukaj do 30.000 smo. Ne, vem, ampak le se ti pravim, no, tudi če gremo mi, ajde, zdaj pa reči, da gremo na ta boljš kraft pere, ne, se pravi, spijemo vsak, ne vem, 4 pere po 5 evrov, ne, se pravi, smo zapravili vsak 20, je to 60 evrov na konc račun, ne, za 3 ljudi. Ne, pa je za nekoga, za mrskoga je že to ful drago, ne. Ja. Ja. Ja, njemu moš pa stvar toliko podražiti, ne, da pač zdaj on ima toliko večjo plačo, ne, tisto pripravljen, ne vem, Jože iz unga, kva smo že rekli, Tomaž na Dormožem bo dal za to isto stvar, bo, ne vem, se ga bojo, s dvem prijatelji se ga nabal za 3,20 €, a ne, ko jo kupili pri sosed vin v Rinfuzi, ne. Ja. Mi se ga bomo za 60, ne, en se ga more pa za 6.200 ali pa ne vem, ali pa za 60.000. Ja. Stari, tukaj is the experience. To, a veš? Ja, se to je. Ne? To je tako, če pogledaš tele naše drage, ki so nam prodali tele teste, a veš, on se z avionom propelil, ne? A veš, je doživetje. Ti je doživetje, samo kaj nalepke pa ne grejo gor. Ja, lej, hvala Bogu, da je on po šolo. Všeč mi je. Pilot je bil moj idol. Januarski idol. Ja, tako. Ja. Ok, pa pejmo mi nazaj še enkrat. Eno knjigo. Jaz smo že v Štoparskem vodniku govorili. Ja, in glej, ki si omenil Štoparski vodnik, zanimivo, v tem poglavju pridemo do zgradbe, kjer je domovanje knjige Štoparski vodnik po galaksiji. Aha! Wow. Ko smo pa glih pri tem, je pa zdaj na vrst citat, ki ga bo prebrala Hupi modelka, kolumnistka, igralka, TV voditeljca in še kaj, Ula Furlan. Ula, se slišmo? Živjo. Ja, slišmo. Špon, pa kar izvoli, lepo prosim. Knjiga je vodnik. Potovalni priročnik. Je ena najznamenitejših in čisto gotovo najuspešnejših knjig, kar jih je prišlo iz velikih založniških hiš malega voza. Bolj priljubljena kot Življenje se prične pri 550-ih. Bolj iskana kot teorija o velikem zasebno izpod peresa ekscentrike Galumbic, 3 prse vlačuge z erotiko na 6. In bolj izzivalna kot najnovejša podtikanka Ulana Kalufida. Vse, česar si niste želeli izvedeti o seksu, pa ni šlo drugače. In v številnih bolj sproščenih civilizacijah z zunanjega vzhodnega roba galaksije je že davno izpodrinila veliko enciklopedijo Galaktiko v vlogi standardnega odlagališča vsega znanja in modrosti, kajti čeprav je marsikje pomanjkljiva in vsebuje precej apokrifnega ali vsaj divje netočnega, jo pred starejšim in poljudnejšim delom odlikujeta 2 prednosti. Prvič, je malce cenejša in drugič, na platnicah nosi v velikih prijaznih črkah napis Samo brez panike. Ula, hvala lepa. Ja, takole, smo slišali spet malo recapa, ampak je bil lep, tako da hvala še enkrat. Tako? Ja. Ampak misliš, veš, da je kakšna primerjava med to, recimo, veš, kle se ti spet potegne neka primerjava med zdaj Enciklopedija Britannica, ne, ki je bila svoj čas vir vsega znanja in vsega, ne, ki so jo povsod citirali, ne, pa današnjo Wikipedijo, ki je malce cenejša, ne. Ja. Je pa tudi malo bolj netočna včasih, verjetno najbrž. Ali ne. Ja, večino časa ni, ampak včasih pa tudi ja. Ja, v glavnem, tlele pol avtor razlaga, kako je Madonna, bulvar življenja, mislim, noro. Mislim, ta mest je zajetno. Ja. Aha, tle pa pride pol tale zdelan štopar z Algola, ne? Ali sta 2 štoparja. Ja, malo več jih je, ja. Ja, 2, ki sta bila na arcturski megatovornjači in sta zdaj popenila ob odkritju, da stane v lokalu kozarc sadnega soka toliko, da dobiš za
za $60. Se pravi, to je dvakrat toliko, kolikor se porabi navaden štopar za čudesa sveta na dan. Ne. Tle pa samo za en drink tok. Ne. Se pravi, to je bankrot. Ja. In pri sosednji mizi je pa kdo? Ja, kdo drug kot naš predragi tisk, ki ga pogrešamo že, ne? Ja, Zaphod. Yep. Kako se je zdaj Zaphod kaj materializiral? In je tudi on mal zmeden, kako za Boga se tam materializira. Noben mu ni jasen, kako je zdaj on kje prišel. Ja, čisto noben mu ni jasen. Čez neko razpoko v prostoru času. Ne, kako? Ja, neverjetnosti pogon, mislim, da ima nekaj tukaj zdrava. Ne? Pa dedek. Oba dva sta bila tle, po mojem, na delu. Mislim, pradedek. Ja, tako je. Ja. Aha, Aljo, pa smo že pri Džudžanta očalih, ne? No, to je to, ja. To je to. Ja, veš, Džudžanta 200. Džudžanta 200. Ja. To je nekaj tazga, ki na Top Shopu kupo, recimo. Ne? Ja. To je bolj stari. To so super kromatična, anti-alarmantna očala Džudžanta 200, ki naj bi ljudem pomagala bolj sproščeno gledati nevarnosti oči. V prvem sumu, da se nekaj pripravlja, postane popolnoma črna in vam prihranijo pogled na vse, kar bi vas utegnilo vznemiriti. Evo, si zdaj že prebral, kot Boštjan Napotnik. Ja. Veš. In če pokličete v naslednje pol ure. Klenik smo. Ja. Ampak tle niso bila čisto nič tam, tako da v bistvu se je Zaphod malo oddahnil, da kar se tega tiče v redu. Ne. Ampak je pa slišal rent od tega štoparja, da se pa semle pa res ne bi smeli preseliti, da so se pomahkužili toliko, da imajo v eni od sob elektronsko sintetizirano vesolje. Tako da grejo lahko v bistvu imajo virtual reality, da grejo lahko na teren pa zbirajo podatke. Samo to so v bistvu to so neki te bolj napredni dopisniki, Ford je šel kar na teren, pa ostal na zemlji. To, kar smo v kazenskem modelku iz Mercatorja prej razlagal, tako da verjetno, da je Ford bil na eni tej misiji. So se ga hoteli lozati, pa ne ti zdaj v to sobo hoditi, pejt kar tako. Zares pejt na teren. Ti v šmeki mega tovornjačo, pa pejt na zemljo. Dobro je, vidimo, ajde, pridimo. Vidimo, polka priješ nazaj, čao. Ja, no, in Zaphod pa zdaj ugotovi, da mu je neki dedek zagodil, ampak ne ve pa čisto zakaj. Ja, neka misel ga prešine, ne? Ja. In vedel je, da je ta prava zaradi tega, ker je pač čist jasno razločil, ne? In je vedel, da prihaja z napačnega konca njegovega možgana, ne? Ja. In to zunga, ki si ga je dal zbrenat, ne? Ja. In tisti, kar iz unga konca pride, njemu ni všeč, ker on je le tak mal hedonista, ne? In tisti pa zgleda tako, kot da je, a veš, da ima neko agendo, da ima neko misijo, ne? Ja. In on se je hodil pa sam zabavati, mislim, pa to predsedništvo je imel tako tako kot naš Pahor, sam za samo promocijo, veš, recimo. Ne. Ja, pa zdaj mogoče kaj še ne. Pa zdaj imeli še celo v zadnje, ne, da ima celo neki, da hoče celo nekaj resenga narediti, ne, ker mu pa čist ni sedel, ne. Tako kot naš mu, ne. Ja. Tako da ima ta zelo velik skupenga. Ja, a veš, kako bi bil Zaphod kul, če bi bil on na Instagramu, ker bi imel 2 glavi pa 3 roke, mislim, da je to vse. Veš, kako bi se skozi se, on bi bil skozi live. A veš, kako bi na TikToku plesal. Nobody dances like the Zaphod can. Valjda, to bilo noro. Ja, tako da je hotel odrinjal je to misel iz glave. Kar dolgo cajta se je matro, ne. Besno jo je odganjal, ne, ampak sej to, kar pač iz psihologije vemo, ne, da tisto, kar se rad z glave totalno rad z nebo, ne,
tisti najbolj tiši v glavo, ne? Tako da je ta misel vrtala in vrtala, ne? In kdo je pametnejši, je popustil, ne? Tako da je Zahod popustil. Ja. Še enkrat pridemo do tega, da je vse, kar imaš, že v tebi. Ja. Mogoče to res je ta zlata, kako bi rekel. Ta zlata mantra. Jaz mislim, da moramo mi, ko bomo tole podelali, ne, sicer imamo še dost, ne, poslušalci, ne skrbite, da vas bomo malo zasipali še s psihološkimi nasveti, kakor vas že. Higienskimi. Da krenemo pa v to smer. Higieniki, here we come. Miselni higieniki. Ne že vidim. Tako v belih halah, počasi gremo proti kameri. Vse to bomo počeli. Noro bo, noro. To bo the best. Miselni higieniki. No, vidiš pa, da še spet tisto, ki smo že takrat za tekilo razlagali, ne, lahko pol, vidiš, imamo še za empire imamo imene. Veš, tekoča možganska higiena. Narejen. Dobro. Bomo to razdelali v offline, da ne bomo vseh naših briljantnih idej povedali v eter. Še preden zaščitimo, da damo to že v eter. To ni v redu. Tako da zdaj pride pečino obešalnik. In gremo na outro. Se pravi, še vedno nas lahko ocenite na Apple Podcast ali pa v kakšnem drugem podcast v temu predvajalniku. Lahko nam pa tudi pošljete pismo na opravičujemo se za vse nevšečnosti Brnčičeva 41G pripis klet. Klet, ja. Sam ni na uni drugi. Ulca ni Trstenjakovi. To. Niste. Ali pa na hvala za vse ribe afna@zvpl.com. Če bi pa radi prebrali citat iz, se pravi, 6. poglavja, pa lahko pošljete, pa preberete, pa lahko preberete, kako ga pošljete na hvala za vse ribe.si ali pa na našo tajnico 05 99 68 685. Ker pa štovanje po galaksiji ni poceni, ne? Naš podcast pa ni drag, če nas lahko, podpreš tudi ti. Vsak evro šteje in vsem, ki nas že podpirate, iskrena hvala. Vsem pa iz srca najlepša hvala za poslušanje. Pozabil smo podpornike omeniti, dajmo jih še enkrat. Blaž, Luka, Matej G, Tomaž, Matej A, Junak R, Jure, Tine, Aleš K, se mogoče pa Aleš K, Primož, Aleš F in Artemida. Hvala lepa. Hvala. Z vami smo bili Aljo Pelinzi in če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Dosti bolj počasi, v redu? Super je bilo, pa sej meni je všeč. Samo vprašam, ne, pa se to je dober input. Meni je všeč, da je tako. Zdaj pa tako, da bi v Levcu prebral. Ne. Pejte solida, zdaj je. Čas pa ni bilo. Zadnje ste rekli, da sem prehiter. Kaj jaz sem bil prepočasni. Stari, alo?